Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o izjavi Politika je kurba. Kurba je beseda, ki ima v tem kontekstu slabšalen prizvok, je nekaj slabega. Čeprav, če pogledamo, kaj pomeni beseda kurba, pač kurba je prostitutka, ki prodaja svoje fizično telo zato, da preživi. In ženske ali pa tudi moške, ki se odločijo za to, da bi bili prostitutke, se lahko to odločijo zaradi osebnih želja, ker se želijo preizkusiti v tem poslu, ampak večinoma se zelo redko katera ženska odloči za ta poklic ali za to dejavnost po svoji volji. Je bolj to izhod v sili kot nek vir zaslužka, kjer se zahteva veliko žrtvovanje, predajanje intimnosti za to, da se lahko pride do denarja in do vira preživetja. V osnovi, če pogledamo, že sama aktivnost prostitucije je obsojena, ni pa slovarsko definirana kot da je to neka negativna beseda, ampak so vse besede, vključno z prostitucija, nevtralne. Ljudje smo tisti, ki začnemo obsojati določene stvari, da začnemo deliti stvari na pozitivne in negativne. In večinoma se poklic prostitutke zaničuje, čeprav mu pravijo, da je to tudi najstarejši poklic in seveda je tudi zelo iskan poklic, torej je veliko strank na tem področju. Ljudje se torej sramujejo prostitucije, ker imajo sami slabo vest, da uporabljajo prostitucijo. Lahko je to v smislu spolnega akta za neko prostitutko ali pa zgolj za gledanjem pornografskih filmov, kjer se tudi prodaja telesa skozi seks za doživljanje nekih energetskih izkušenj. Ko se potem enači politiko z kurbo in z prostitucijo, se s tem želi povedati, da je politika nekaj slabega, enako sramotnega, pa čeprav ni čisto nič manj sramotna kot pa prostitucija oziroma kot katerakoli druga aktivnost, ki jo nekdo opravlja. Politike se večinoma zaničuje, ker se jih krivi, ker se jih dela odgovorne za stanje v družbi, v državi, ki bi se seveda lahko še boljše izboljšalo. In v politiki je seveda moč odločanja in upravljanja. V politiki se sklepajo zakoni, ki jih morajo potem vsi drugi upoštevati, oziroma so ti zakoni potem vsiljeni ljudem.
z raznimi kaznimi za uporabo policije, denarnih kazni in zapora, odvzema prostosti. Politika je torej aktivnost, kjer je možno spreminjati družbeni sistem. In ljudje, ki se ne poglobijo v to, kako politika deluje in kaj dejansko je po definiciji, kaj se v njej dogaja, taki ljudje potem običajno iz lastne nemoči začnejo sovražiti politiko in politike. Na ta način samega sebe sabotirajo in ne prevzemajo odgovornosti za svoje lastno življenje. Zato, če želimo spremeniti, izboljšati razmere na svetu, moramo najprej odstraniti svoje predsodke proti politiki in tudi proti kateremukoli drugemu poklicu, kot je kurbarija oziroma prostitucija. Da postanemo čustveno stabilni in da uskladimo svoje dojemanje pomena besed z standardno slovarsko definicijo. Potem pa, če želimo izboljšati razmere na svetu, je potrebno oziroma je najbolj učinkovito, če se to naredi skozi politiko. Da se uporabi miren, miroljuben, demokratičen proces priprave predloga za novo zakonodajo, ki bo bolj podpirala dostojne življenjske razmere za vsa živa bitja, da se potem zbere dovolj politične podpore, dovolj podpore ljudi, da se ustanovi stranko, da se razpiše referendum, da se glasuje in da se potem nova zakonodaja uzakoni in potem se bodo lahko razmere v družbi učinkovito, praktično izboljšale. Predlagam torej vsem, ki želijo izboljšati razmere na svetu, da najprej prečistijo svoje besedišče, da se osvobodijo kakršnihkoli čustvenih reakcij in da čim bolj podprejo politične predloge za zagotovitev sistema distribucije naravnih virov, sredstev in storitev na ta način, da bomo lahko vsi živeli v harmoniji in izobilju. Kot prvo predlagam vsakemu, priporočam, da se vpišejo na brezplačni spletni tečaj DIP Lite, s pomočjo katerega je možno prečistiti besedišče, potem pa da se podpre politične predloge, kot so univerzalni temeljni dohodek ali izboljšana verzija, ki se imenuje zagotovljeni življenjski dohodek, sčasoma pa da se uvede še najboljšo rešitev, ki se imenuje enakovredni denarni sistem. Več o teh rešitvah si lahko preberete v opisu tega videoposnetka, kjer boste našli tudi povezavo do spletnih tečajev in do dodatnih informacij, kako deluje človeški in kako lahko se vsak opolnomoči ter postane funkcionalen del družbe.
Hvala za posluh in nasvidenje.